Najlepša hvala za to lepo predstavitev in rada, da se zahvalila organizatorjem za to povabilo. Pomeni, kot rečeno, bom jaz danes govorila o gliomih, natančnejše o glioblastomu. Aj pa to menim, da pa če prihajam iz raziskovalne sfere, to pomeni, da imam pravka nekaj srednjiko, ne pa to detajle, tako da mogoče določene stvari glede klinike in pacientov bom odgovorila. To pomeni, moje predavanje bo govorilo o gliomih, o glioblastomu, kako se razvije, kaj so glavne značilnosti, kako poteka zdravljenje in s čim točno se ukvarjamo na Nacionalnem inštitutu za biologijo. To pomeni gliomi. Gliomi so v bistvu primarni možganski tumorni celice. To so te celice, ki nudijo v bistvu nevronom kisik in hranila. Zdaj imamo, klasificiramo različne gliome, glede na to, iz katerih celic nastanejo. To so lahko astrocitomi, oligodendrogliomi ali pa etengliomi. Poleg tega lahko gliome razdelimo glede na stopnjo malignosti od 1 do 4. 1 pomeni v bistvu najboljšo prognozo, nizek proliferacijski potencial, tudi dokaj invazivnost tumorja, medtem ko pa stopnja 4 pomeni zelo slabo prognozo teh pacientov. Pomeni, da je tumor poln nekroz, močno proliferirajo tumorske celice, prisotno je žilje, tako da v bistvu pacienti z stopnjo 4 imajo najslabšo prognozo in najslabši klinični izvid. Zdaj, kaj je glioblastom? Glioblastom, kot omenjeno, je tale najnevarnejša oblika glioma je astrocitom, 4. stopnje. Je najagresivnejši med možganskimi tumori in približno 2 do 3 ljudje na 100.000 ljudi letno zboli za glioblastomom. In kljub temu, da se ta tumor se kirurško strani, potem je prisotna radioterapija in tudi kemoterapija, vendar še vedno prognoza teh pacientov je izjemno slaba, samo 15 mesecev povprečje. Pomeni, da ko imaš diagnozo glioblastom, v bistvu imaš dobro leto še življenja pred sabo, kar je tudi žalostno. Večina je tudi velika odpornost na terapijo, ponovitev bolezni, je pa zanimivo, da ta rak ne metastazira. To pomeni, ne najdemo ga, v bistvu glioblastomske celice ne najdemo izven možganov. Tu imate še sliko takega glioblastoma, belo območje, glioblastom. Zdaj, kakšni so simptomi? Simptomi so ponovadi neizraziti, kot so glavobol, slabost, motnje vida, sluha in tako naprej. Zdaj, kako izgleda tale glioblastom pod mikroskopom? Tale prvi sliki prikazujeta v bistvu gosto tumorsko tkivo, vidimo veliko jeder. Tale jedra so taka nepravilna, ogromna. Za glioblastom je značilno pseudopalisadno tkivo. Zakaj to pomeni? To pomeni, da je nekroza, da so prisotne nekroze in okoli nekroze so številne proliferajoče glioblastomske celice. Poleg tega je značilna proliferacija endotelija. V glioblastomu najdemo ogromno žil, tako da je zelo dobro življen tumor. Zdaj, kako se razvije? Kot smo že danes slišali, v bistvu je za razvoj tudi raka nasplošno, so pomembne pridobljene mutacije, sprememba na nivoju, na genetskem nivoju. Zdaj, glioblastom lahko nastane denovo. To pomeni, da nastane kar naenkrat brez predhodnega rakavega obolenja. Zato so odgovorni številni geni, kot so izocitraz dehidrogenaza, POL-TN, POL-53, receptor za rastni faktor, številne mutacije ali pa amplifikacije genov povzročijo nastanek glioblastoma. Lahko je pa glioblastom tudi sekundarni, to pomeni, da se razvije iz astrocitomov nižje stopnje. In pri tem je pomembna mutacija IDH1, to je v bistvu encim izodehidrogenat citraza, ki v bistvu je udeležena pri metabolizmu glukoze. In pa v bistvu z dodatnimi mutacijami se razvije glioblastom.
Zdaj, tukaj sem se odločila, da vam pač predstavim ene najpomembnejših značilnosti glioblastoma, ki so tudi odgovorne za pravo prognozo. To je heterogenost tumorja, tako na celičnem kot molekularnem nivoju. Potem so tukaj v bistvu prisotnost glioblastomskih matičnih celicah, o katerih boste še slišali v bistvu od petek. Tako bom zelo kratka. In pa pač delna invazivnost glioblastoma, to pomeni, da so te tumorske celice v bistvu zelo invazivne in jih najdemo v okoliškem možganskem tkivu. Zdaj, če grem pač z heterogenostjo, kaj pomeni zdaj ta heterogenost? V bistvu glioblastom, čeprav je definiran kot pač glioblastom, ima ogromno podtipov. Zdaj, te podtipe so določili na podlagi bioinformacijskih analiz, transkriptomike. Ugotovili so, da se številni geni spremenjeno izražajo in v bistvu so določili 4 tipe. Proneuralni, neuralni, klasični in mezenhimski. Zdaj, poleg tega pa so ugotovili, da se v posameznem, to pomeni v posameznem pacientu, v tumorju v bistvu nahajajo te podtipi, v bistvu različni podtipi. To pomeni, da se v enem tumorju imamo mezenhimski podtip in proneuralni tip, ki se tudi spreminjata s časom, oziroma če je prisotna terapija, se recimo proneuralni spremeni v mezenhimski in je s tem pač tudi bolj agresiven. Tako da v bistvu ta intratumoralna heterogenost je zelo pomembna pri glioblastomu. Zdaj, kaj še mislim pod to heterogenostjo? Pomembno je tudi, da recimo tumor kot tumor ne predstavljajo samo tumorske celice, to pomeni tumorske glioblastomke, ampak tudi druge stromalne celice. Vemo, da so tumorji endotelijske celice, fibroblasti, mezenhimske matične, imunske celice, od makrofagov, T-celic in tako naprej. In v bistvu one preko komuniciranja z rakavimi celicami ustvarjajo tako mikrookolje, ki je pač pomembno za napredovanje tumorja. Kot sem že omenila, bom na kratko opisala glioblastomske matične celice. To so v bistvu celice, ki imajo sposobnost iniciacije tumorja in se v to samo obnavljajo in diferencirajo v bolj diferencirane rakave celice. Kaj je značilnost te celice? Te celice so bolj odporne na terapijo kot ostale rakave celice. Tu imate sliko, ki vidite, da pač v bistvu po odstranitvi tumorja in radioterapiji te celice ostanejo v tem možganskem tkivu in so v bistvu odgovorne za ponovno vzkritje, ponovno rast glioblastoma. Zato je tudi ogromno raziskav danes na to temo, to pomeni, kako ciljati, kako prepoznati te glioblastomske matične celice, da bi z ciljeno terapijo v bistvu nekako zatrli tele na terapijo odporne celice. In kot zadnja lastnost je tale invazija. To pomeni, tukaj pri glioblastomu gre za to, da posamezne glioblastomske celice v bistvu invadirajo v zdravo možganovino in jih tako v bistvu nemogoče odstraniti. Ker te celice v bistvu ostanejo, tudi kirurgi, ki se odločajo pri operaciji, pač ne morejo detektirati posameznih celic, ker je lahko tudi ogroženo pač bolnikovo preživetje. Zdaj, tele posamezne celice najdemo tudi 4 do 7 cm od same tumorske mase. Pri procesu invazije so podvržene številne molekule, od adhezijskih molekul, proteaz, to pomeni proteolitičnih enzimov, ki v bistvu razgrajujejo proteine zunaj celičnega matriksa in s tem omogočajo migracijo celic v zdravo možganovino. Kot tudi številne druge molekule, kot so odvisne od GTP-H odvisne kinaze in tako naprej. Tudi mi v bistvu na Nacionalnem inštitutu za biologijo se ukvarjamo predvsem z vlogo proteaz.
Zakaj se z njimi ukvarjamo? Ker v bistvu je bilo dokazano, da se njihova aktivnost in izražanje spremenita v rakih nasplošno, tudi v nasplošno, tudi v glioblastomu. Tu imamo en graf, ki prikazuje, kako je izražanje enoprotaz, katepsina B v bistvu večje izražanje, ki je povečano z slabšo prognozo in slabšim preživetjem pacienta. Na tej sliki tudi vidite v bistvu veliko izražanje katepsinov v glioblastomskem tkivu s pomočjo, to je bilo narejeno s pomočjo metode imunohistokemije. Tukaj na strani desni imate pa tudi en primer, kako smo celično glioblastoma v bistvu dodali proteazni inhibitor, da smo pač inhibirali encim in vidimo, da se ta inhibija in vitro zelo spremeni in zelo se zmanjša, ko dodamo celicam tale inhibitor. Zdaj proteaze ne samo cepijo proteine zunaj celičnega matriksa, udeležene so tudi pri procesiranju adhezijskih molekul, tudi pri cepljenju citokinov in raznih faktorjev. No, na koncu pa še nekaj o zdravljenju, to pomeni, tumor je pač prvo potrebno odstraniti. Tukaj imate sliko tega prikaza operacije, ki ga delajo na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. To pomeni, tu imate normalno sliko tumorja, pač pod navadnim pod mikroskopom. Ko pa v bistvu pacientu nekaj ur pred operacijo dajo prašek z 5-aminoredulinsko kislino, v bistvu glionske celice to kislino pretvorijo v tak fluorescenčen metabolit in v bistvu to roza barva pač pomeni tumorske celice, medtem ko pa pač modra okoliške zdrave celice. Tako v bistvu s pomočjo tega diferencialnega barvanja si pomagajo kirurgi, da vidijo, pač, kje so glioblastomske celice v možganu. In tu imate recimo tu je ista slika istega dela možgana, to je normalna kamera, to je pa pač pod fluorescenčnim filtrom. No, pa sledi, po operaciji sledi radioterapija in kemoterapija. Zdaj, ponovadi, v bistvu, vedno pacienti prejemajo temozolomid, to je aktivirajoč reagent, ki povzroči smrt tumorskih celic. Ogromno se pa dela, ogromno kliničnih študij je sedaj v teku, ki pač temeljijo na individualizirani terapiji, kot smo že prej slišali na raku pljuč oziroma na leukemijah, kjer naredijo genetsko analizo tumorjev glioblastomov, določijo spremembe na genetskem nivoju in se potem odločijo za takšno zdravljenje. Zdaj na koncu še, kaj počnemo na Inštitutu za biologijo, kar se tiče glioblastoma, kot so že omenila proteaze, katepsini v napredovanju glioblastoma. Zanima nas tako vloga na celičnem nivoju, kot tudi pri pacientih. Imamo različne celične kulture, glioblastomskih celic, primarne kulture. Zanima nas medcelična interakcija, to pomeni med stromalnimi celicami, kot so mesenhimske matične celice in glioblastomske. In tudi tu na sliki imate en primer skrovica, ki je v bistvu kultura rakavih celic in stromalnih. Nas pač zanimajo tele interakcije, kako vplivajo interakcije na različne izraženje, genov na invazivno in tako naprej. Imamo pa tudi model ribocebric. Zdaj, zakaj je ta model tako zanimiv? Predvsem to, ker imamo celice, ko iniciramo v možgane, imamo primerljivo mikrookolje, ki ga imamo pač tudi mi v možganih. Poleg tega so pa te ribice zelo enostavne za mikroskopijo, da se zelo lepo vidi v bistvu proces invazije in operacije. Tako da pa imamo različne celične linije, ki jih tretiramo oziroma pišemo določene gene in opazujemo, kako se to spremeni ali na nivoju celičnih kultur ali pa pač tudi v ribah celicah. Tako da, če kogarkoli zanima to delo, nas lahko kontaktira mene oziroma kontaktira se Tamara Turnšek.
ste dobrodošli. Glavnem, na koncu bi rada povedala, da pač glioblastom je eden izmed redkejših tumorjev, če ga primerjamo z rakom dojka in prostate in tako naprej. Je pač najpogostejši možganski tumor, je zelo heterogen, kompleksen, ključ je individualizirana terapija. Sedaj se izvajajo številne klinične študije v smislu ciljanja specifičnih molekul, kot so receptorji za razne faktorje, kinaze in tako naprej. S tem bi jaz zaključila, se rada zahvalila za vašo pozornost in sem videla, da mi pomagati